Hvala lepa. Prisluhnem. Ne smemo tega, ampak ne. Ja, kako lepo. Smo prav vesela, da se vidiš, da nas Ja, ja, zelo. To, da ste se danes opogumila in prišla v teater po 7 mesecih. Ja, zato, ker so že komaj čakala, kdaj bo, ne. Kakor vsi mislim, da je to trajalo še malo dlje kot 7 mesecev, ne. V 2 sezonah smo videli eno predstavo. Še tiste ne bi, če ne bi naša Ivana režirala, ne, tako da. Super je bilo, vidim, da so igralci v odlični kondiciji, ne, presenečen. Saška je pa itak igralska zverina, tako da to težko vidiš, ne, in je super. Zelo priporočam. Ljudje pa je to teater. Mogoče je to upanje na nekaj, da nekaj prihaja nazaj. Nekaj več. Najprej čestitke za predstavo. Hvala lepa. Kako je končno spet pred živo publiko igrati? Ja, občutki so v resnici mešani. Po eni strani je lepo, ker se publika počasi vrača v gledališče in je ta občutek, da tisto, kar si študiral, v kar si vlagal trud, neko ustvarjalno energijo, da to lahko zdaj pač tudi v živo podeliš še z nekom in torej s publiko. Po drugi strani pa seveda so občutki mešani tudi zato, ker še vedno ostaja ta nek dvom, koliko časa bo to trajalo, oziroma občutek, da bo te omejitve, torej kar se tiče obiskovanja kulturnih prireditev, da bodo še nekaj časa trajale in ti občutki pa seveda niso prijetni. Ko pa občinstvo, kakor vi gledate, no, se zelo trudi toliko bolj aplavdirati še namesto tistih, ki jih ni v dvorani. Ja, ne vem, to je mogoče bolj vprašanje za njih. Jaz mislim, da so ljudje zadovoljni, da lahko končno tudi malo drugačne hrane se ne užijajo, ne, torej umetnosti predvsem. Čuti se, da so jo že dolgo časa pogrešali in to je bilo danes tudi vidno pravzaprav tudi iz aplavza. Ko pa kaj osebno gledate zdaj na vsa ta podpogoje oziroma pogoje, no, PCT? Ja, jaz sem tukaj mogoče malo bolj kritičen, ne, ker vseeno mislim, da stvari, ki se dogajajo na področju kulture, zagotovo se ne dogajajo naključno. To, da je politika pravzaprav nazadnje odpirala gledališča oziroma ostale kulturne prireditve, kakorkoli, mislim, da gre za nek ne samo splošen odnos do kulture, ampak tudi do duha naroda. S tem je pravzaprav pokazala, kako umetnost, torej nekaj vitalnega, kar je v narodu, ceni. Oziroma kako zelo ne ceni, a ne. Pa mislim še, da gre za nekaj drugega in to je pravzaprav, da se na ta način poskuša seveda plasirati mogoče v družbo nek morda drugačen mentalni ustroj. To pomeni, da seveda duh ni na prvem mestu, a ne, glede na to, da smo prvo odprli trgovske centre, a ne, je takšna mentaliteta zaskrbljujoča in tudi predstavljanje takšne mentalitete z vrha navzdol se mi zdi meni osebno nezaslišano. Tako da mislim, da so stvari veliko bolj kompleksne, kot delujejo na prvi pogled.